Tako da lepo pozdravljeni na današnjem pogovornem večeru o Ivanu Cankarju. V okviru Cankarjevega leta, ko letos obeležujemo njegovo stoletnico smrti, smo v nizu prireditev, ki smo jih pripravili na naši knjižnici, želeli osvetliti tudi njegov odnos do ženske. In sicer njegov na eni strani lik trpeče ženske, matere, na drugi strani pa lik uničujoče ženske, lahko rečem fatalne ženske, ne vem. Ker se nam je zdelo pač vedno prisotno v njegovih romanih in črticah. Tako da smo med nas lepo povabili imenitne gostje, dr. Marijo Stanovnik. Najlepša vam hvala, da ste se odzvali našemu vabilu in lepo pozdravljeni. Dr. Katjo Mihurko-Poniš, tudi vam lep pozdrav. Dr. Fridlovo pač žal še čakamo, mislim, da se nam bo kmalu pridružila. In seveda gospod Vito Kušar, ki bo vodila današnji zanimivi pogovor. Tako da še enkrat lep pozdrav in lepa zahvala, da ste danes v naši knjižnici. Jaz sem z veseljem predajam besedo in izvolite, drage gostje. Hvala lepa tudi vam za povabilo, da smo sploh lahko ta program izpeljali. Zdaj, mogoče bi se lahko kdo pritoževal, naslov je malo dvoumen, Cankar in ženske. Verjetno bi se ne počutili prav dobro, če bi imeli en večer, ki bi bil naslovljen Drago Jančar in ženske. Ampak vendarle je literatura Ivana Cankarja, vsaj po mojem mnenju, mnogo bolj biografska, kot je literatura Draga Jančarja. Zato sem namenoma izbrala tak naslov, da bo lahko tekla beseda o tem malo biografskem delu in pa seveda o literarnih tipih ženskih je obravnaval. Namreč, sama sem prepričana, da je Cankar nedvomno od slovenskih pisateljev eden izjemno tenkočutnih in nima čuta samo za ženske, ampak tudi za otroke, ko jih opisuje, pa seveda tudi za moške, za umetnika, kaj pa tudi za samega sebe. Morda bi bilo najbolje, prva knjiga, ki je Cankar izdal, je pesniška zbirka, to vsi vemo, in potem se je odločil za to, da ne bo več pesnikoval, ampak da bo pisatelj. Vendar s to erotiko, ki ni imela prav srečne usode, se nekako zapiše in zabeleži, kakšni so tipi teh žensk, ki v erotiki nastopajo. Ali so to res tipi, ki, če rečem, Cankarju ležijo, ali so morda to bolj secesijske dame, to se pravi povezane s tisto dobo in stilom, ali gre še za kaj drugega. In mislim, da bi za ta začetek bilo najbolj ustrezno, da nam gospa profesor Katja Mihurko-Poniš malo razjasni, kako je s to secesijsko tipologijo. Tam vemo, da so vse ženske precej bolehne, tanke, drobne, tako kot pač povsod drugje, tudi v Evropi seveda, gre za isti tip ženske kot pri Cankarju. Kako je s tem? Hvala lepa za vprašanje, dober večer, tudi hvala lepa za povabilo. Počaščena sem, da lahko pred tako izbrano publiko govorim o Cankarju in njegovih, jaz bom se seveda bolj ali manj osredinila na ženske like, ne toliko na njegove sodobnice, sopotnice.
Ja, strinjam se, da lahko razumemo Cankarjev opus v tej perspektivi, danes bi temu rekli študij spolov, je verjetno res potrebno razumeti dobo, v kateri je Cankar živel, ustvarjal. Bil je pravzaprav res človek te dobe. To dobo je zaznamovalo emancipacijsko gibanje žensk. To je bilo eno izmed številnih vprašanj 19. stoletja, žensko vprašanje. In v tem obdobju se zgodijo izjemni premiki v zgodovini žensk. To se pravi, iz različnih razlogov se ženske začnejo emancipirati. Razlogi so zelo različni, od preproste gospodarske krize v 70. letih, ki številne družine prizadene in zaradi tega preprosto ne morejo več starši vzdrževati svojih neporočenih hčera, do čisto liberalizacijskih teženj, ki se pojavijo v tem obdobju na mnogih koncih Evrope in nekako sprostijo to zaporo ženskam do izobraževanja. In seveda ne nazadnje tudi preprosto z industrializacijo ženske začnejo zahajati, ne morejo več imeti spremljevalke na poti od doma do delovnega mesta. In vse to povzroči, da se ženske začnejo osvobajati, emancipirati. Žal pa seveda to gibanje pri mnogih sodobnikih ni razumljeno kot gibanje za žensko emancipacijo, ampak kot gibanje za žensko dominacijo. Tako da nekako se izoblikuje v številnih moških, pa tudi ženskah, te dobe nek strah pred drugačnim tipom ženskosti, pred žensko, ki je samostojna, ki pravzaprav ne potrebuje več moškega za svoje vsakdanje preživljanje in seveda na ravni umetnosti se to potem kaže v dveh tipih žensk, ki smo jih danes že omenili, ki so nenazadnje na vabilu današnjega večera, torej v neki demonični ženski, ki moške uničuje, ki seveda s tem vzbuja po eni strani strah in fascinacijo in na drugi strani po ženski, ki jo je pa seveda mogoče obvladati, to je pa v literaturi recimo tako imenovana krhka ženska, fragil in celo ženska otrok. Tako da marsikatera podoba otroka, deklice, je seveda tudi povezana z odnosom umetnikov do žensk, ki pač nekako v stiku z realnimi ženskami, ki so lahko že emancipirane, se počutijo negotove, potem usmerjajo svojo pozornost, tudi včasih celo simpatije še v bistvu nedorasla dekleta. To bomo seveda verjetno danes o tem še pri Cankarju govorili. Tako da pri Cankarju bi rekla, da je teh pravzaprav fatalnih žensk zelo malo. Dejansko se pojavijo v tem obdobju dekadence, potem pa v bistvu, ko on nekako se od tega distancira, jih skoraj da ni. Jaz mislim, da tudi recimo gospa Judith ni fatalna ženska, mogoče o tem, zakaj ni več kasneje, da ne bom govorila samo jaz. Ampak vsekakor na prelomu konec stoletja, 10. obdobje, je Cankar fasciniran za to demonično ženskostjo. Bratu Karlu piše, kako so popolnoma iz sebe, ko gledajo Štukovo sliko Greh, ki prikazuje žensko, ki jo ovija kača, se gotovo poznate to sliko, kako so prebledeli, skratka takrat ga še to fascinira. Marsikatera pesem v erotiki opeva tak tip ženskosti, kasneje so pa liki čisto drugačni, ampak o tem mogoče v nadaljevanju. Hvala lepa. Doktor Marija Stanovnik ima v 6:30 eno neodložljivo stvar in si je vseeno vzela čas za to, da nam pove neko svoje izhodišče, svoje stališče v zvezi s to tematiko. Izvoli. Jaz bom ustala, ker ne moram drugače govoriti, ker se mi zdi spodobno za poslušalcev. Moram reči, da me je nekaj zelo presenetilo, pa še nisem nikjer opazila, da bi ta tip ženske se o njej pisalo, lahko pa da nisem vsem poučena, to je pa res. Ko sem zdaj na novo prebirala roman Na klancu, sem bila zelo presenečena, ko se je na začetku pokaže, vsaj po moje, ženska v smislu hudobne mačehe. Namreč Frančka je kot tista pastorka, Nežka, njena mlajša sestra, je pa, narekovaj govorim, mačehino
hčerka, ki mati vse nudi, vse omogoči, skratka je njena ljubljenka, medtem ko starejša Frančka, ki jo potem življenje pač pelje tako in drugače, kakor pač poznamo posebej to zgodbo, je pa zmeraj nekako prikrajšana. Najbolj izrazito je tista Židana Ruta, ki jo dobi Nežka, ko bi vendarle jo tudi, so se pravi Frančka rada imela kaj lepega, ona pa dobi en preprost predpasnik, za katerega se ve, da ji kaže, da bo morala delati. Ona se pa lahko sprehaja oziroma uživa življenje. In to je izrazita struktura pravljice, pravlična struktura. Hudobna mačeha, pastorka pa njena ljubljenka. V pravljici se drugače konča, je potem ta ljubljenka nastrada, ja, medtem ko tukaj pa Cankar to zaostri, pelje naprej, a ne to zgodbo. Hočem reči, da ta struktura, vse meni se zdi, da še ni bila nikjer tako videna, no, kot sem jaz to opazila. In ker sem nekako zadolžena za analizo folklornih motivov pri Cankarju, ki je drugače pri njem ni veliko, moram reči, da me je to tako presenetilo, hkrati mi pa tudi zastavilo vprašanje, odkot to njemu, potem pa nič več. Potem pa nič več, ne? A je to edini? Ne, to ni edini motiv. No, zelo malo, a ne prav poudarjeno. Boris Mrher, ki je pripravljal Cankarjeva izbrana dela, poudarja, da je Cankar zelo malo teh motivov uporabil, pa tudi on sam se z njimi, razen to, da navaja, odkot jih je lahko črpal, nekako ne zna nič, jih ne zna nič nekako umestiti v Cankarjevo duhovno obzorje. Me zanima, žal nisem še prišla do druge stopne, kaj s tem počne v Cirk, ampak kolikor se spomnim, mi boste vi dve dopolnili, ko je pisal o slovenski simboliki, ne vem, koliko se jaz se nič ne spomnim, da bi kaj Cankar je navajal, tudi v Cirk ne. Ampak zdaj bom šlo temeljito skozi, no, ker moram to preštudirati. No. To je eno, na kar sem hotela opozoriti, drugo je pa zunaj tega konteksta, ampak glede na to, no, da imam res eno pietetno zadevo pred seboj in me že dolgo muči pri Cankarju, res me muči, kako danes približati Cankarja mlademu rodu glede na predmetne simbole, ki jih uporablja. Kako naj mladi doživijo ta tek za voza, če pa niti voza več ne poznajo, kmečkega voza namreč. Kako jim to dopovedati? Kako jim dopovedati, kaj so mladim pač otrokom pomenile suhe hruške, da ste jih šla krast, sestro, če pa sploh niso lačni. Pa sploh ne ve, danes ni več tistih hrušk. Jaz se jih še spominjam, pa upam, da kateri iz vašega, pač tukaj, ko smo se še tiste črne, okusne, res dobre, kepke so bile predvsem. Danes so te bele, blede, ko nimajo nobene prave, mislim, so bled od vsega tistega. Suho hruško danes dobiti je pravzaprav zelo težko. No, sej je to. In kako povedati, kaj je tej Frančki pomenila Židana Ruta, če pa danes je Ruta pravzaprav postala simbol neke nevarnosti, skratka, vemo, na kaj merim. Mislim, to je zelo delikatno in tukaj me skrbi za Cankarja. Je pa res, da tukaj pa res vidim vlogo etnologije, da bi moralo tukaj zelo intenzivno nastopiti, pa to nekako se pridružiti literarni vedi, da je tukaj njeno veliko poslanstvo, ampak etnologija danes ni več, oprostite, zdaj sem kritična, je postala neko, kaj ne rečem, antropologija, ki raziskuje vse pa nič. Medtem ko take stvari, ko se mi pa zdi, da bi bila resnično dolžna in da bi se tukaj lahko nekako postavila svojim predmetom, pa zmanjka sape. To smo hotela povedati. Hvala. Sprejem sam še eno stvar obražati. A se mogoče spomniš še kakšen, jaz mislim, da je Cankar sicer pisal o materi svetnici, svoji materi svetnici in vse je bilo sveto v zvezi z njo. Ampak jaz mislim, da se Cankar zelo zaveda, kakšna beštja lahko mati je. Tudi v drugih tekstih se to še pojavlja. Tukaj pa itak se mi zdi,
da zdaj, ko sem malo hotela, žal nisem imela časa, ko imam druge reči, da je ta njegova kar naprej, ne najdem lepše besede, pogrevanje tega njegovega kompleksa, da je tukaj zadaj neka velika travma. Se sam nekaj pove o tem, ne, recimo tisto kavo, to je pretresljivo, pa še kaj takega, no, ampak verjetno je bilo še kaj takih reči, no. Skratka, te ženske nikakor niso enoznačne, niso, no. Tudi Cankar kot tak je bil večplasten in v bistvu je bilo zdaj zelo težko, no, tudi v pričo dam in žensk. Hvala. Je prezgodaj? Ne, ni. Najprej lepo pozdravljeni in seveda iskreno globoko opravičilo, da sem zamudila. Sem imela že kar nekaj dogodkov tu v knjižnici, pa se mi je to žal zgodilo tokrat prvič. Ampak če govorimo o modelu Cankarjeve matere, ste zdaj pa bili priča temu, če so nekoč Cankarjeve matere v tistem času potrpežljivo prosile za prgišče kave. Danes se ukvarjamo, mame žal, z drugimi stvarmi, zato sem zamudila, ker se ukvarjamo z celim kupom urejanj stvari za naše otroke. Ampak k Cankarju, profesorica, doktorica Marija Stanonik je ponudila kar nekaj imenitnih izhodišč. Prvo izjemno, če sem ravno govorila o otrocih, kaj ne, je ravno to vprašanje, kako naj mladi prebirajo Cankarja. Ni problem samo tu v nekih zgodovinskih referencah, ki so njim seveda danes povsem tuje zaradi razvoja, časa, družbe, ampak tudi o nekem čustvenem razmerju. Ko sem bila povabljena na ta današnji večer, sem razmišljala, kako sem pravzaprav sama in kdaj vstopila v Cankarjevo literaturo. In dejansko sem vstopila še v osnovni šoli, torej tam nekje pri 14 letih, 13, z branjem ravno te črtice Skodelica kave in s filmom znamenite Štefke Drolčeve Na klancu, po romanu Na klancu. In moje doživljanje je bilo globoko sočustvovanje, globoko občutenje bolečine, tudi krivde, svoje lastne, sprašujoče krivde v odnosu do moje matere, kako pa se jaz obnašam do nje, kakšna pa sem jaz. In če pomislim, je veliko večja nevarnost v tem, da današnji otroci take empatije, takega sočutja do drugega, takega občutenja drugega, občutka krivde, zaradi vsega razvrednotenja vrednot nimajo več. In tu je morda še nevarnejše, katero literaturo iz slovenske literarne zgodovine bodo mladi sploh še lahko brali. In seveda, potem smo pa to branje nekako zakodirali v klišeje. Literarna zgodovina zelo izrazito, kar ste nekako povedali že vi, v klišeji žrtvujoče se matere in pisateljeve krivde. Drugi nekako klišej pa je seveda ta hrepenenski motiv umetnika po ženski, ki je nedosegljiva ali pa je morda tudi lahko živa, pogosto pri Cankarju. Ali pa odrešenica. Ali pa, ja, tako. To je ta motiv potem lepe vide in pa, ne, ali pa recimo v Kačurjeve žene, ki nekako gre po svoji poti. Skratka, ta dva klišeja nekako v razumevanju ženske pri Cankarju ves čas ponavlja literarna zgodovina in ne ponudi mladim tudi nobene nove interpretacije, drugačnega branja, drugačnega vstopa v njegovo literaturo. In zlasti, če pomislim, omenili ste ravno, vi ste dali to izhodišče, nikakor pri njem mati ni samo ta model žrtvujoče se matere, ampak
če pogledamo hišo Marije Pomočnice, so ta matere, ki se za svoje otroke ne zmenijo. Tako da to razvojnost Cankarjevega doživljanja, tako matere kot ženske, moramo začeti poudarjati. Nenazadnje se žensko začne njegova knjižna pot. Prvi cikel v erotiki je posvečen Heleni. Torej, ženski, po katerih hrepeni nedosegljivi ljubezni, ki jo potem kasneje tudi čudovito opiše v eni svojih črtic. In enako ime Helena se potem pojavi recimo v njegovi dramatiki, kjer pa ta prevzame povsem drugačno vlogo zapeljivke, ki poskuša nekako obvladovati ta družbeno dogajanje. Tako da moramo tudi zelo izrazito poudarjati ta razvojni vidik, spremembo v razumevanju, v dojemanju ženske. Greš? Pozdravljena. Morda bi dala vam zdaj besedo, pravzaprav v zvezi z mladinsko literaturo, kot jo zdaj pojmujemo in kot nastaja, je zelo težko računati na to, da bo ta mladinska literatura kdaj spodbudila naše učence k branju slovenskih klasikov. Mislim, da je to tipična literatura, pa ne mislim zaradi tematike, ampak kar čustvovalno precej uddaljuje, pa tudi mogoče jezikovno. To je zahtevno branje, to so priredja, podredja in tako naprej, in to današnji učenci mogoče malo tudi težje sprejemajo, ampak predvsem ta čustveni naboj, ki ga Cankar ima, on je vulkan emocij. Pri vsaki stvari, ki se jo loti, pravzaprav ima toliko empatije, če zdaj o ženskah govorimo, lahko tudi da se spomnim tiste črtice o dijaku, ki naredi samomor, zato ker ugotovi, da ne bo prvi. Tako rekoč se ujame na tisto izjavo svojega prijatelja in kako poglobljeno on razglablja o tem otroku. Ja, mladinska književnost ni ravno moje področje, poučevanje književnosti tudi ne. Tako da zdaj Samo misel v tem, verjetno to doživljate pač tako kot vsi. Mogoče se to vidi celo pri študentskem branju žene. Ja, seveda. Neke stvari se prolongirajo tja do prvega letnika fakultete, nedvomno. No, gotovo je že to problem, da se mi zdi znanje književnosti, s katerim pridejo, je slabše, kot je bilo včasih. Tako da tudi ta interpretacijska sposobnost samih študentov in študentk se mi zdi, da se morda že razlikuje od prejšnjih generacij, razen izjemnih posameznikov in posameznic. Seveda, na nek način je Cankarjev jezik že tudi mladim tuj, pač če ga beremo v izvirniku, da tako rečem, je seveda veliko besed, ki ne samo samih pojmov, ki jim več skladne je drugačna, kot so navajeni. Tako da ja, pač to je gotovo izziv, kako približati didaktičen. Ravno v tem Cankarjevem letu smo videli kar nekaj poskusov na različne načine to narediti. Tako da gotovo pa ja, je eden izmed pomembnih pristopov pravno ta tematizacija ženskih likov, ravno zato, ker pač tukaj res tudi jaz sem zdaj razmišljala, pravzaprav literarna zgodovina ni prav veliko na tem področju še prispevala, da bi imeli res eno
poglobljeno celovito študijo ženskih likov pri Cankarju, pa podob ženskosti, ne samo ženskih likov, tega pravzaprav ni. So pa posamezne študije, recimo Alenka Jensterle-Doležal, se mi zdi, da je zelo natančno prebrala Cankarja. Tudi mislim, da nova knjiga dr. Igorja Grdine, ki se nam zdaj v kratkem obeta, prinaša neka sveža branja v tem smislu, tako da je pa to ogromen opus, ni ga lahko zagrabiti, tako da najbrž je tudi to eden izmed razlogov, pa tudi se mi zdi neke nove raziskave zdaj tudi omogočajo nove poglede, tako da še zdaj se vrnem k samim podobam žensk ali ženskosti, malo povzamem, se mi zdi, da povzamem tudi recimo Alenko Jensterle-Doležal, ki je tudi o tem, kot sem rekla, že pisala, je pri Cankarju zelo veliko ženskih likov, več kot pri njegovih predhodnikih, kjer so ženski liki precej, z izjemo kakšnih seveda bodočih nevest v ozadju, se pri Cankarju pojavijo tipi žensk, ki jih pred njim ni. Tudi seveda mati je mnogo bolj izpostavljena. Mati v slovenski književnosti do Cankarja in Zofke Kveder je res obrobna figura, tiha, pasivna, molčeča, če sploh je, če ne umre že zelo zgodaj in jo nadomesti potem seveda mačeha, kot je opozorila že kolegica. Tako da teh likov je veliko, ni pa nujno, da vedno govorijo iz neke perspektive, s katere vemo, da so govorile ženske, ki so bile sodobnice Ivana Cankarja. Tako da velikokrat pravzaprav se mi zdi, da skozi te ženske like govori pravzaprav Cankar sam. Ne tematizirajo nekih tipičnih problemov, ki jih imajo ženske v tem času, če pač čisto zgodovinsko analiziramo to obdobje, ampak izpovedujejo pravzaprav njegove probleme. Tako da tudi recimo gospa Judit, kaj je zdaj recimo v njej tako zelo tipično ženskega, kaj pa je v bistvu tisto, kar pravzaprav Cankar izpoveduje tudi v drugih delih, neko hrepenenje, neko ogorčenje nad slovenskim narodom, ki ne razume posameznika ali tudi recimo posameznice, ki je drugačen, ki želi prestopati neke meje. Tako da v tem smislu je treba zelo natančno, se mi zdi, Cankarja brati, predvsem pa tudi na to je upozorila tudi že Alenka Jensterle-Doležal, se zavedati, da kljub vsemu, da je bil izjemen ne samo umetnik, tudi mislec, ne nazadnje svoje dobe, je v njegovem delu kar nekaj stereotipov, ki so v povezavi z ženskami, recimo tak, na katerega se mi zdi, da ni še nihče opozoril, pa se mi je letos, ko sem prebirala knjigo Lilian Federman o ženskih prijateljstvih, porodila ta misel, je pravzaprav kako prikazuje lezbični odnos. Vedno nekako ga postavljamo, da je zelo napreden, da je to sploh v slovenski literaturi prikazal, čeprav v bistvu ni prvi, ki je te odnose prikazal, ampak vendarle, če pa natančno analiziramo ta del romana Hiša Marije Pomočnice, pa vidimo, da gre v bistvu za zelo tako tradicionalno, zelo pravzaprav konzervativno podobo lezbičnega zla. To se pravi, to dekle, ki je predstavljeno kot lezbika, zapelje, je nasilna, skratka gre za zelo pravzaprav v tistem obdobju aktualne in seveda konzervativne podobe recimo tega odnosa. Tako da tukaj recimo se mi zdi, da je je sicer seveda pohvalno in pozitivno, da je sploh to predstavo, ampak spet je treba to natančno pogledati, ker so pač tudi že pred njim in recimo tudi ženske so to prikazale, lahko tudi recimo drugačne tako. Potem druga taka podoba, kjer se mi zdi, da je tudi pravzaprav, vsega bomo še hvalili brez krvi, zdaj sem bolj kritična, kjer se mi zdi, da je zelo pravzaprav problematično, težko sploh govorimo o intelektualkah, ker intelektualke v njegovem opusu izredno malo. Če zdaj odmislimo v bistvu učiteljice, ki se ne pojavljajo v primerjavi z celotnim opusom, pač Hlapce poznamo, ampak če razmislimo,
kako so tam pravzaprav predstavljene. V eni izmed njegovih zgodnih pripovednih pros Gospodična Kajon je učiteljica izredno satirično, negativno, ironično prikazana. Kolega Grdina pravi, da pravzaprav dokler se ni znašel v salonu Kesslerjevih, ga sploh učiteljice niso zanimale in se mi zdi, da je kar nekaj na tem drži. Tako da v bistvu te tako imenovane nove ženske, te emancipiranke, ki si išče v tej družbi, ki je seveda konzervativna, neke druge poti, ne tako kot gospa Judit, ki pravzaprav išče to na način, kot so iskale vse njene predhodnice v meščanskem zakonu, pač prestopa te tradicionalne meje neke ženske zvestobe za nezvestobo, ampak teh ženskih, recimo Zofka Kveder, pri njej kar mergoli, bi lahko rekli, ki so zaposlene, ki se soočajo s tem, da v bistvu ta njihova nova ženskost ne najde pravega odmeva pri moških, ki še niso novi moški, torej nova ženska še nima novega moškega. Na drugi strani teh problemov sploh ni. Tudi njegov odnos do v bistvu intelektualk te dobe je pravzaprav zelo ambivalenten, če sploh lahko rečem, če ne bi rekla, da je kar pravzaprav problematičen. Zelo zanimiv odnos Zofko Kveder, o katerem lahko nekaj več povem. Recimo Ljudmila Poljanec Natašo omenja z enim stavkom, samo da je debela, ko piše, mislim, da Mici Kessler piše o tem. Zofko Kveder ima tudi zelo nenavaden odnos. Na osnovi pisem bi rekli, da je pravzaprav to nek prijateljski odnos, ampak to se zelo hitro spremeni in potem v bistvu piše o njej, da je nemara, recimo začudeno piše, da je sploh kot pisateljica lepa ženska. Vemo, da je Cankar rekel, da ga ženske, ki niso lepe, sploh ne zanimajo. Tako da, ko sreča Zofko Kveder o tem piše, potem kasneje Zofki Kveder, Anica Lušin, takrat že poročena Bergant ali Bergant, ona njej piše, da je Cankar rekel, kako je pa presenečen, da je Zofka Kveder lepa ženska, ker ti kot pisateljica vendar nekako ne sodi skupaj, da bi bila tudi lepa. Skratka, v te neke črno-bele predstave je bil kar ujet. In tudi potem kasneje večkrat pove, da je nemara. Recimo Hinko Smrekar, ta citat se mi zdi izjemno zanimiv, zapiše, da pač je ni maral Zofke Kveder, zato ker je bil njegov ideal biedermajerska ženska. In to tudi mislim, da se lepo odraža v njegovem opusu, kajti se mi zdi, da katerokoli delo skoraj boste odprli, boste našli, na to opozarja tudi Igor Grdina, boste našli podobe žensk, ki so ozkega obraza, blede poti. Če se samo spomnite Strojevega portreta Louise Pesjak, je tako jasno, da je to biedermajerski ideal. Tako da teh podob je zelo veliko in so pač take intelektualk ni. In če se vrnemo k materam, se je res, da prikazuje tudi negativne podobe, vmes je spet seveda eno obdobje, v katerem Zofka Kveder sploh te podobe res razvije do nekih pač likov, ki so polnokrvni, ampak na koncu leta 1918 v spisu, kako je že kultura, delovstvo, še nekaj, v bistvu spet se vrne k tej tradicionalni vlogi žensk kot mater. Tam piše, bodite matere, v bistvu vzgajajte otroke tako, da bodo pač delovali v tem smislu, ki ga on tudi zagovarja. Skratka, neka zelo, kljub temu, da se sreča na svoji poti s toliko intelektualkami, zadnja misel je spet ženska kot mati. Tako da mislim, da se ta krog nekako sklene in da te podobe ne smemo spregledati. Je pa res, da pa so izredno zanimive tudi druge in so raznolike in jih je veliko žensk. Ignacija, rada bi te vprašala v tvojem odnosu do tega, kako ti misliš, kakšen humanist je Cankar bil. Čeprav bi rada pri tem še dodala, da do leta 1918 je bilo skoraj nemogoče misliti o nekem novem moškem. Recimo, jaz poznam staro gospo, ki je pred kratkim umrla pri 99 letih, ki je bila ljubljenka svojega očeta, ki jo je imel zelo rad, ki jo je podpiral v tem, da je tudi končala učiteljišče in tako naprej. Ampak, ko je šlo za odločitev
pri dedovanju je seveda brat dobil neprimerno več kot ona. To se pravi, v tistem trenutku, kjer bi bilo treba odločilno nastopati, je bilo nemogoče. In jaz mislim, da je bila ta patriarhalnost tako globoko zakorenjena, da če ne bi bilo teh dveh vojn, kjer je moških zmanjkalo za to, da so svoje položaje, tako rekoč, mnogi izgubili, da so se ženske lahko kot nuja uveljavljale, da bi to pravzaprav v Evropi ne uspelo. Nekako zelo težko vidim, to se pravi, če se to vleče še do današnjega dne, se mi zdi, da je to tako ukorenjeno. Zdaj, če gledam to sliko, sem si izbrala zato, ker so tukaj gospe in gospodje gor, tukaj niso bili prav dame, tam je ena mati, te dvema sta obe predpasnike, in potem sem razmišljala doma, Ivan Cankar, rojen tam na Vrhniki, zelo kmalu gre na Dunaj, v revščino, v Boemo, kje bi se on pravzaprav sploh lahko ukrepil v tistem intelektualnem smislu, da bi lahko se veselil take ženske. Recimo največkrat v literaturi jaz vidim, da se Cankar veseli ženske, ki se glasno smeje. To ga izjemno razveseli in fascinira. Potem nekaj na začetku, ampak potem seveda, ko vitalnost popušča, ampak to je bil nekako njegov. Tako da nisem mislila, da bi ga morali hvaliti, ampak tako recimo, da bi ga umestili v tisto realnost, koliko je on pravzaprav potegnil iz teh možnosti, ki jih je imel. Vse, kot sem rekla na začetku, zdaj se upravičujem, ker posegam, vrstni red preskakujem očitno. On je pač bil otrok svoje dobe in dejansko v tistem času, tudi če, ne vem, prebiramo kakšne, zdaj so išli dnevniki Arturja Šnicelja, ki je izredno zanimiv avtor moderne, ima zanimive ženske podobe, ampak je tudi precej težko to brati, ker je zelo, so te kot patriarhalni, konzervativni pogledi so. Ampak v bistvu ne bi pa rekla, da ni imel možnosti. Cankar je le živel na Dunaju. Dunaj je bil na prelomu stoletja mesto, ki je vrelo od ženskega gibanja. Tam je izhajala revija, v kateri je objavljala Zofka Kveder, kjer je objavljal Edmund Christen, Dokumente der Frauen, ki je prinašala odlične članke na to temo in če bi želel, bi gotovo lahko posegal po njej. Tako da ga pač to ni zanimalo. Sej, zato ga še ne prebijamo na križ, ampak pač, če pa poskušamo osvetliti njegov celoten opus, je pa pač dejansko tako. Tako da jaz mislim, da žensko gibanje naredilo ogromno stvari s podporo tudi moških, normalno, in mislim, da ravno ta energija, ta volja, ta želja po izobrazbi, ki je potem tudi odprla ženska možnost vstopa na univerzo, pridobivanja izobrazbe in s tem vstopa v javni prostor, je tista, ki je bila odločujoča. Ker po vojni so se stvari zelo hitro vrnile v svoj tek. To vemo in za prvo in drugo svetovno vojno, da so ženske, če so že lahko zavzele določene prostore, so jih takoj pravzaprav morale nazaj prepustiti vsem tistim, ki so se vrnili. Tako da mislim, da je tukaj ta izjemna energija žensk, ki so zahtevale spremembe, ki so čutile, da ne morejo več živeti tako, kot so, pa seveda tudi neki družbeni konteksti pripeljali do tega, da pač je danes vsaj na nekem deklarativnem nivoju mnogo boljše. Zdaj seveda individualna življenja so druga, ampak če primerjamo življenje žensk glede, ne vem, zakone, ki so bili pred stoletja, pa še malo več in danes, to ni primerjave. Mislim, veliko smo si izborile s pomočjo nekaterih kolegov. Ja, da se povrnem k tvojemu vprašanju o Cankarju kot humanistu. Tudi sama sem se spraševala, tak izjemen dramatik,
pa vendarle ni zmogel v tistem času, kot je omenila kolegica, so se vendarle ta ženska vprašanja odpirala, prebujala, pa vendarle ni premogel napisati drame v slogu Ibsenove Nore. Ne? Ženske, ki lahko prelomi z neko družbeno vlogo gospodinje matere in bi namenil neko izrazito družbeno aktivno vlogo. Spraševala sem se, zakaj. Ne? In tu je dejansko tudi eno od vprašanj, vendarle, ki ga moramo pošteno zastaviti. Ne? Širine Cankarjeve izobrazbe, razgledanosti, humanizma, kot si ti omenila, Cankar ob sebi ni imel Matije Čopa, kot je imel Franci Prešeren. Tu si moramo biti na jasnem. Zgodaj je začel živeti boemsko življenje. Najbrž je to seveda izhajalo iz njegove psihične konstelacije. Izreden čustven človek, preiskujoč samega sebe in je pisal tudi sam iz sebe. Prvenstveno zato se tudi potem tako izrazito z družbenimi vprašanji in z razbijanjem teh družbenih vprašanj v svoji literaturi, vsaj v tem njegovem najbolj plodnem obdobju, pred letom, bi rekla, 1912, on ni ukvarjal, tako izrazito seveda. Je načenjal, on je prikazoval tipično družbene vloge žensk in jih na nek način vendarle odstiral, to mu moramo priznati v vseh svojih delih. Najbolj pogosta je seveda ta vloga ženske, ki se poroči, ki je morda celo prisiljena v neko poroko, kot v dramatiki, oziroma poskušajo prisiliti, ki je oddana nekemu moškemu, dogovorjena za nekega moškega. Ta vprašanja je vendarle, oziroma ta razmerja je vendarle ves čas prikazoval. In prikazoval jih je gotovo zato, da je opozarjal na njih kot na problematična, konfliktna, tista, po katerih se moramo spraševati. Seveda pa je na žensko gledal iz tega iz svoje notranjosti, ne kot na družbo kot tisto, ki bi v njemu narekovala pisanje, družbena dogajanja ali družbena problematika. Ne bi mogli reči, da je on imel neko stališče, kjer bi bilo čutiti, da je on zaščitnik žensk. Tega občutka pa nisem dobila. To smo se pogovarjali na simpoziju v Mariboru in jaz sem zelo jasno rekla, da po mojem mnenju Cankar ni feminist. Je pa res, tukaj bi se navezala, da so pa te podobe recimo izkoriščanih delavk iz Dunajskega predmestja so pa izredno pomembne. On je to začutil, pač to je videl. Očitno tisto, kar je videl, je začutil, da je problem in jih je mojstersko seveda potem prikazal. Tako da te proze iz zbirke, recimo Obzori, so zelo pomembne in nespregledljive. Seveda se tega dotakne recimo tudi Zofka Kveder, ampak tudi pri Cankarju je ta lik, pa ne samo, tudi to ne nazadnje, da to preprosto dekle, ki ga vidi družba samo v neki vlogi delavke, ima tudi svoj hlepenenski svet, da ne nazadnje tudi to združi, ne zgolj, da Zofka Kveder recimo bolj izpostavi to socialno dimenzijo, ki se mi zdi, da Cankar potem še kombinira, lahko bi mogoče rekli tudi nadgradi še z tem predstavnim svetom, hlepenenskim svetom, recimo Mimi ali Malči, če se samo nekaj teh likov spomnimo. Tako da tukaj pa mislim, da je res njegova moč in pomen, da je na te like opozoril v bistvu takih izkoriščanih žensk Dunajskega predmestja in seveda tudi ne nazadnje preko franske žensk, kmečkih žensk na podeželju, recimo kmečkih, na pol kmečkih. Hotela sem dodati samo še to, ko govorimo o nekakšnem mentorju, Cankarjevem mentorju, bi rada poudarila, da pa je vendarle v tem odnosu pa pomemben Levec,
ki je ga vendarle zelo vzpodbujal k pisanju na ta način, da mu je njegove knjige zalagal in v 8 letih od 1900 do 1908 je recimo na Slovenski matici izdal 10 del, med njimi roman Na klancu, potem od prvih Križ na gori in leta 1908 nazadnje tudi Novo življenje. Prav to Novo življenje smo na matici zdaj ponatisnili ob 100-letnici, ker je nekako 110-letnice izida tega dela, ob 100-letnici Cankarjeve smrti in v tem, to je tak tipičen roman hrepenenski, kjer imamo te 3 modele hrepenenja. Hrepenenje umetnika po ženski, po stiku žensko, po sožitju z njo, po razumevanju, hrepenenje do domovine in potem seveda to izkustvo, da nobeno hrepenenje ne more se izpolniti, ampak je bistveno, da hrepenenje sploh imamo in ohranjamo. To je nekako temeljno sporočilo tega romana in prav tu je razviden ta pomen imanentnosti, torej pisanja Cankarja iz sebe samega. To je roman o umetniku in kot umetnik pokaže vso to svojo stisko in ta roman je precej avtobiografski v iskanju sožitja z žensko tudi v nekem, bi rekla, resničnem življenju. Tako da nekaj teh travm, ki jih psihoanaliza je nekako dala slovenski literarni zgodovini, da jih zdaj ves čas obnavljamo kot krivda do matere in to iskanje ženskega ideala ali pa sožitja žensko vendarle v njegovem pisanju je. Najbolj klišejski je pa ravno v tem, da, kot sem omenila, da ne zmore prestopiti v drugačen portret, prikazati, naslikati drugačnega portreta ženske, ki bi bila intelektualka, kot ste vi že omenili, in tu ni mogel nikakor prestopiti mej svojega časa. No, zdaj, če bi šli po nekih psiholoških poteh naprej, potem bi mogoče lahko tudi si pomagali s tem, da rečemo, da je taki osebnostni strukturi, kot je Cankar bil, bolj ustrežala šibka, fragilna, ne preveč samostojna, predvsem nemiselno samostojna ženska. Če je bidermajerska, potem je gotovo emocionalna in tudi on se mi zdi, da je zelo čustven in seveda tudi v reakcijah do sveta to pomeni, da je zelo nezanesljiv, da je danes lahko naklonjen, jutri pa ne naklonjen, da je to zelo odvisno od tega, ali mu stvari prijajo ali ne, ali so mu všeč ali mu niso všeč. Ampak prej smo se dotaknili, kako sprejemajo Cankarja ljudje, učenci v šoli ali pa študentje na fakulteti. Kaj bi pa lahko rekli o tem, kako Slovenci sprejemamo Cankarja? Zdaj seveda letošnje leto je verjetno, zdaj gremo že proti koncu, čeprav je šele decembra umrl, ampak kaj so vam povedali te stvari? A smo res kaj premaknili, smo res kaj dosegli, mislim v takem globljem smislu, nacionalnem? Je sploh možno, da je Cankar današnjemu Slovencu blizu, zanimiv? Ja, zdaj, seveda naše generacije so zelo izrazito, bi rekla, okužene s tistim stavkom, da je Cankar največji slovenski pisatelj. In tu se začne vsako naše razmišljanje o Ivanu Cankarju. In morda je to že neka norma, ki onemogoča
pristen vstop, bi rekla, v Cankarja. Ne? Ker ko si obremenjen s tako kategorizacijo, potem seveda se vprašaš takoj, kaj pa z mano je, če mi to ni všeč, kaj je pa z mano narobe, zakaj pa je največji slovenski pisatelj in tako dalje. Zdaj, mlade generacije s tem nikakor niso več tako obremenjene. Tako da tu je nek napredek bi rekla, vsebinskem, ne pa takem kategorizirajočem razlaganju Ivana Cankarja. In stoletnica njegove smrti, vsej nekaj izkušenj imam gimnazijskih preko svojih otrok, je na nek način na določenih nivojih na imeniten način vzpodbudila novo branje Cankarja. Recimo na eni od gimnazij imajo zdaj dramski festival in razpisana je tema skodelica kave. In seveda bo na tej simbolni, na tem motivu, iz tega motiva lahko zdaj izide karkoli. Še vedno jim bo pa ostala nekako v spominu ta referenca, iz katere izhajajo, ki pa jim bo nudila kreativnost, ustvarjalnost, ki pa jim bo na ta način bodo oni ustvarjalno delali in bodo Cankarja tudi doživljali na drugačen način. Ne kot normo, ne kot neko kategorijo, kot smo ga še mi morda obremenjeni s celim kupom takih klišejskih interpretacij, ampak že kot tistega, ki jih spodbudi k ustvarjanju, k premišljevanju. Ne nazadnje pa se mi zdi, da vedno bližje jim bodo pa seveda tudi Cankarjeve drame. Ker kaj je bolj imenitnega od tega, kot zareti današnjo družbeno realnost in opazovati, da je nekdo že pisal o tem. Da je o tem pisal na zelo imeniten način in nam razkrival same temelje, same vzroke, iz katerega še današnja razklanost v slovenskem narodu izhaja. In to je skoraj da tako imenitno, kot danes prebiramo grško klasiko, Antigono, in rečemo, pa vse to je bilo povsem enako, kot v našem času. Neka družbena vloga etike, ali pa neka družbena vloga ženske, ki je nosilka etike, brez prizivne etike, brez zapisanih zakonov, ki bi predpisovali, dokot lahko gre in dokot ne. In enako lahko zdaj Cankarja kot klasika seveda žlahtno prebirajo mladi, ko doživljajo to družbeno stvarnost. Tu se mi zdi, da ni nevarnosti, da bi na Cankarja pozabili. Kako pa se vam zdi, zdaj, če gledam prizoritve, režiserji pravzaprav zelo ekstrovertirano pristopajo k Cankarju, kot da ne bi imeli dostopa do njegove globine. In da zdaj tudi vprašanje, da z vsemi temi stvarmi predrugačeni, z vso to nagrmadenostjo in, kako bi rekla, veliko glasnostjo, ki je bila recimo tudi deklarativna v zadnji upodobitvi Šentflorjancev, ki je bila pač tako že glasna, kot disko glasba, da to pomeni, da nekako niso sposobni iti v njegovo globino, v tisto stvar, ki je nekako za Cankarja takoj za materjo značilna, iz kamrice v kamrico nikoli ne prideš do konca. Mislim, pravzaprav je to danes zelo moderno stališče za sprejemanje človeka, o človečnosti, vseh teh stvari, ki se na novo pojavljajo. Cankar o tem že vse nekako ve. In zdaj jaz ne vem, nimam zares občutka, sama ne, ali imamo možnost, da zatipamo to njegovo občutljivost, ali tudi jo mi več nimamo. Ja, obe uprizoritvi, ki sta bili, mislim, da lanski sezoni, Hlapcu in
pohujšanja, moram reči, da sta me pustili hladni. Oziroma sem jo spremljala, ampak potem recimo, da bi razmišljala o njih še nekaj dni po tisti predstavi. Bom rekla, pri pohujšanju se nisem dolgočasila, pri Hlapcih sem se, ker so pač bili samo neka realistična postavitev, nič novega, ampak nobena me ni potem spremljala več naprej. Ta ponovna postavitev Taufarjevega pohujšanja, pa moram reči, da je v dvorani izvala salve smeha, tako da tudi veliko je bilo dijakov, profesorjev, bil en tak, tako so pač karte takrat ponudili, zelo seveda dobrodošlo in so se ljudje res zabavali. Tako da mogoče je to tudi nek način vstopa za mlade v Cankarja. Če bi se navezala še na prejšnje vprašanje, ki je v povezavi tudi s tem, se mi zdi, da Cankar je zelo kompleksen avtor in je vprašanje, če ga lahko razumejo sploh dijaki za svojim spoznavnim, redki posamezniki gotovo tudi, ampak večina sa svojim spoznavnim, izkušenskim obzorjem, ne vem, 16, 17, 18 let, celo študenti in študentke še v veliki meri ne. Kar se meni zdi pomembno je, kako pravzaprav prepričati odrasle bralce oziroma zrele, oziroma Slovence in Slovenke nasploh, da se k Cankarju vrnejo in ga začnejo ponovno prebirati, ker mislim, da vsak, ki je potem nekoliko čuteč in razgledan, bo odkril vso globino njegovega pisanja. Ampak kako pravzaprav se vrniti k njemu, to se mi zdi bolj vprašanje. Najbrž tako, da z neko pozitivno izkušnjo v samem času šolanja, da pač ni to avtor, ki se nekako priskuti. In jaz mislim, da veliko profesoric in profesorjev dela tako, da se ne priskuti, da se pač potem enostavno v nekem trenutku vrnejo. Tukaj pa se mi zdi, da je res to, da ni samo Cankarjevo leto tisto, o katerem se o njem govori, ampak da se večkrat da se izdajajo ponovno knjige, ki pač imajo potem nek odmev, seveda take izdaje v družbi in se spomnimo vsako leto na Cankarja, ne samo 100 let po smrti ali pa ne vem 100 in toliko po rojstvu. Tako da ta vrnitev se mi zdi bistvena zrelega bralca ali bralke k Cankarju. Ker kritičnost do te indiferentnosti je bila že prej prisotna. Recimo, jaz se spomnim, ko sem ob obletnici Srečka Kosovela sestavljala iz njegovih besedil intervju in sem tam med drugim zasledila tudi odlomek, kjer on govori ravno o tej problematiki. Pravi, po mnogih, ker takrat je bila tudi obletnica, po mnogih krajih Slovenije so govorili vsi, prijatelji in sovražniki, nasprotniki in sobojevniki, farizeji in rodoljubi, sentimentalni pesniki in suhi zgodovinarji. Ali ne govorijo svečanih, prazničnih besed zato, da pokrijejo samo sebe? Tako je bilo ob Cankarjevi obletnici. Vsi so ga klicali, da bi ga priklicali, če bi jih Cankar videl, bi se nasmehnil s polodprtimi očmi in siknil skozi ustnice. Fej, ali jih mogoče peče vest in bi si jo radi ceneno pomirili, ali je mogoče še ta zadnja beseda krinka, vrh krinke. Srca so zaprta, ne samo srca, duše, življenje. Sredi mrtvih duš je kakor živemu na svetovnem pokopališču sredi mrličev. Naj nam bo obletnica opomin, da se imamo povsod boriti z vso psevdosedanjostjo, hinavščino in trebuhastim rodoljubarstvom in klikarstvom. Kulturna služinčat je upravila svoje, zaropotala je s posodo in šla spat. Tiho je in mogoče je že prišel trenutek, da stopiva k delu s pošteno mislijo, da izpregovoriva pošteno besedo, ne glede na to, ali se ujema z dnevno simfonijo ali ne. Mislim, da se to ponavlja in da se bo še ponavljali in da nekako je res samo to, da če se srce odzove, če ga v notranjosti začutimo, potem smo njegovi, tako na kakršenkoli način. Mislim, lahko tudi, mislim, da tudi kritična besedila so zelo primerna za to, da kar tako duhovitega, zoprnega
zajedljivega kritika danes pravzaprav nimamo. Ne? Danes je vse tako nekako tekoče. To pa, zdaj bi dala besedo še vam, izvolite. Tale četrti negaja. Bomo najprej četrtega. Če bom dal to nekaj. A tam le zadej, lahko? Hvala lepa. Jaz bi pravzaprav iz razloga, ker bi še en Cankarjev večer rad obiskal, ki se bo začel vsak čas v Cankarjevem domu. Mogoče bi rekel samo to, ne? Ena misel, ki mora spremljati je, verjetno gre v pristopu do Cankarja za veliko hipokritičnih lek, tako v interpretacijah, interpretivne hipokrizije in pa tudi za, ko bi rekel, tako imenovano bralno hipokrizijo. Treba reči, da je Cankar izjemno težek avtor, izredno razčustvovan in pravzaprav bi se morali predvsej ukvarjati, ne bom rekel, da je to zdaj kriterij, ampak psihoanalitični momenti, ki so znotraj tega pisanja, so razvidni in iz tega nastajajo najboljše interpretacije, najboljše tudi sklici v najboljša dela, ki jih tudi v gledališčih lahko doživimo in tako naprej. Ta gostota, to tkanje nekega psihosenzibilnega odnosa do sveta, ki ga je on pravzaprav uprizarjal. Jaz ne bom pozabil ali podopisan ali karkoli. Vsako branje je treba instrumentalizirati in biti do njega pozoren. Mi tega ne znamo niti učiti, niti predati, niti dati v razumevanje. In seveda se zato valja desetletja hipokrizija, tako družbenega odnosa, tako eksklamacij, tako zastav, ki grejo tu zraven. Rekel bom samo to, ena zadeva, ki je strašno presenetila mene samega, ki sem bil v dogodku. Mi smo za Slovensko pisateljsko pot postavili tablo ob njegovi hiši in je bil en tak komorn večer, v katerem je gospa, ki je tam pravzaprav vodnica brala, iz njegovih sama izbrala, kaj bo v branju, bil zelo komorn večer in tako naprej. Ob tistem koncu tistega večera, ki je bil zelo ob svečah, ob suhih hruškah in tako naprej, se je zgodila ena stvar, da smo šli v samo hišo, muzej, pogledati fotografije. Tako kot zdaj stoji ta fotografija pred nami in boste opazili, da je ta Cankar fotografiran z najlepšimi ženskami. To je neverjetno, to je galerija stikov in zvez, za katero rečeš, to je pravzaprav nemogoče, ne? Zdaj mi govorimo, eno je zelo jasen, razviden ta fenomen matere in vse te, bom rekel, psihoanalitične pravzaprav že motivike, ki je zadaj. Drugo je seveda hrepenenska ženska, ki od lepe vide in tako naprej, ki je nekaj zmeraj čez, za katero njeno nerazumno čez seganje vsi grejo. In to so recimo fantastični motivi. Kje pa je ta konkretna ženska, po kateri vi sprašujete, ta družbeno aktivna, socialna, prepoznavna in tako naprej? Tega Cankar ni zapisoval na tak način. Razlogi so v njem in so seveda popolnoma jasni. Spomnim me pa samo to gledanje fotografij, ob tem, da bi omenil samo to, da če bi šli pozorno skozi njegovo tisto dve sobi, on je fantastičen risar. Mi danes sploh ne znamo povedati, da je on slikarski talent, da interpretira čudovite stvari že svojo risbo. Tega ne znamo dati ven, ne? No, in ta motivika žensk, ki je bila zraven neka gospa, ne bom imena povedal, ko smo se spraševali, kako je on lahko s tako čudovitimi ženskami bil in očitno so ga imele zelo rade. In vse to je prišlo nadaljena zgodba, ki jo jaz malce težko izpovem, ampak vendar je zelo posebna. Gospa je namreč zelo načitana, je vodnica
pozna Finžgarja od A do Ž, pozna Cankarja od A do Ž in tako naprej. In rekla se, zadeva je popolnoma jasna. Ženske so ga imele zelo rade in tako naprej, ampak on je imel en strašen problem, o katerem se ne govori, on je mokril v postelju. Prosim? No, lejte, hočem samo to reči. Celovita osebnost, v kateri... To je stara zgodba, Igor, da jo slovenski psihiatri 200 let v svojih predavanjih govorijo, kakor da ni naš drugega od Ivana Cankarja kot to in kakor da je ljulo v poslo od prvega leta pa do 42, ki je umrl. Ker je seveda popoln nonsens. Hočem pa samo to reči, da ta polnost različnosti in ta, bom rekel, ta osebnost, ki je bila popolnoma, in treba razumeti v vseh kotih te osebnosti, seveda ne more biti predmet lahkih branj in lahkih interpretacij. In še najmanj pa, recimo, socialno enosmerno usmerjenih ali pa družbeno kritično in tako naprej. Gre za polnega avtorja, katerega podzavest polje in deluje znotraj del. Hvala. Želela sem sam to reči. Gospa Barbara. Igor, želela sem samo to reči, da bi bilo zelo zanimivo, če bi Ivan Cankar napisal eno dramo, v kateri bi bila glavna oseba mož in žena, pa mogoče še en ljubimac ali pa ena ljubimka. Zdaj, zakaj ni tega naredil? Seveda se da to povedati tudi z psihoanalitičnega vidika, ampak po drugi strani se mi zdi, da je bolj, da se malo zelo pazljivo s to terminologijo ukvarjamo. Zato, ker jo tisti, ki jo lansirajo, to se pravi psihiatri sami, tako izrabljajo, da potem nič več drugega od Cankarja ne ostane. In to je seveda zelo problematično. Tako, kot sem prej rekla, sem govorila z nekom, ki je pač doštudiral psihiatrijo na Slovenskem, je sam povedal, ni to neka nebuloza, ki jo jaz zdaj kot literatka prodajam naprej, ampak jasno je, da je bil Cankar, kako naj rečem, traumatizirana osebnost iz svojega otroštva. Že samo, če preberemo, da se on spominja tega, kaj se do 3 let dogajalo, kako je hiša pogorela, kako so ratali siromaki, kako je bilo živeti v tem zboru, ne vem, 10, 11 otrok, kot jih je bilo, z enim alkoholičnim očetom, ki je bil seveda spet posebej traumatiziran, ker je bil zelo dober obrtnik, pa vendarle ga je ta bolezen slovenska zapeljala v grozne razmere skupaj seveda z družino. In da se je pač ta njegova bolezen, tega lulanja v posteljo dogajala otroku, je to normalno, ampak sigurno se to ni dogajalo v njegovih odraslih letih. Se je pa začel spet dogajati takrat, ko je alkohol Cankarja spet vkopil, kar je povsem normalno, ne samo njemu, ampak tudi mnogim drugim svetovnim literatom, ki so imeli z alkoholom tak kontakt tesen, kot ga je imel tudi Cankar. Tako da tukaj ne bi jaz nič želela izpostavljati ali pa ne bi dovolila, da bi kdo to kaj preveč izpostavljal. Seveda pa je sam, če bi hoteli te psihiatri kaj več povedati, in upam, da v naslednjem pogovoru, ki ga bomo imeli v novembru, kjer bomo poskušali govoriti o največjem slovenskem pesniku in največjem slovenskem pisatelju in kaj to pomeni in kakšna je razlika v enem miselnem Gorencu, kot je bil France Prešeren, in o enem čustvovalnem, kaj ne rečem, bi rekla, Dolencu mogoče, oziroma Notrancu, ja, ali pa Ljubljančanu že lahko pravzaprav tudi. Mislim, da je to vidno. Obstaja vas, mrzli dol. Jaz, ko se pelem skozi njo, zdaj se moram na silo peljati, to je Blatni dol. Mislim, tako,
on je res iz tega konca, no. Bi rekli. No, pač kakorkoli. Tudi recimo Teresna govorica Prešerna ali pa Cankarja, jaz sem si to sliko danes želela vam pokazati, ne samo zato, da se prezentira to, kar je že tako sam rekel, da se z grdimi ženskami ne bo ukvarjal, kaj šele slikov, ne, to je jasno, da ne, ker slike so za večno. Potem seveda tudi njegova pojava, ne, veste, prej sem govorila o enem osebnem spominu, imam še en osebni spomin. Ena druga stara mama je bila prijateljica od Milene Rormanove in ko je prišla enkrat na Trubarjevo k njej na obisk, je tam Cankar ležal na stopnicah, ne, ampak meščansko dekle ni reagiralo tako, kot bi danes, kaj pa se ta pijanč tukaj vala, ne. Ne, ona je rekla, gospod Cankar, a ste utrujeni, a počivate? In potem je šla k Mileni, kajti Cankar, kakršenkoli je bil plazno spoštovan in za ženske je bil trofeja. Mislim, kjera ženska se pa ne bi hotela s takim velikim pisateljem poročiti, ne? Mislim, jasno, da je bilo nekaj, ne? Seveda, je bilo tudi nekaj takih, ki niso padli na to, da je bil to Ivan Cankar in pisatelj in da je bil še ne vem kaj, ampak vendarle, tukaj je bilo zelo veliko tega, ene so želele, pa jih on ni maral, ene niso hotele, pa bi jih on hotel, ene so imele računico, ene so imele srce, ene so bi ga reševale, koliko kar se danes dogaja, se ni nič drugače, danes je isto. Koliko je primerov, ki bi kakšna rekla, pa glik s temle, ne? Ali pa da bi rekel en gospod, ja pa glik s tole. Sej to so pač človeške zadeve in pri Cankarju je bilo vse človeško, mislim, da je bilo vse zelo človeško, tako kot je tudi literatura. Da ga zdaj malo branim pred psihologi samo. No, mislim, kakšno misl vsej, a veste, počas bomo... Aktualizacija njegovih recimo v enim mesecem je bila premjera v SNG Nova Gorica. Ja, se narodov blagor. Ja, in je Ščuka, odlična ženska igrala. Tako. Ja, to je pač zdaj... Zakaj? Zakaj? Zato. Ja, zato, da ne, to se lahko zelo dobro navežem na knjigo, ki jo imam tu pred sabo, od Stanislave Krobakove Repar, ki ima naslov Iniciacije ali književnost onkraj vidnega, kjer so noter interpretacije sodobnih slovenskih pesnic. In sicer, to je, mislim, da redka knjiga, nam rekla edina, ampak redka knjiga, ki ženske obravnava s tisto emancipacijo, ki je emancipacija, to pomeni popolno. Kajti človek ne more biti sam na pol emancipiran, na pol pa ne. Ali je emancipiran, ali pa ni. Ali nam dovolijo, da smo emancipirani, ali nam pa ne dovolijo. Ali dovolijo, da so samo heteroseksualne obravnave, ali dovolijo še kaj drugega. In recimo ta Ščuka je gotov, če so jo naredili za Ščuko, Ščuka je tako ženskega spola, ne, če je ona, ne, še dvakrat, potem je verjeten to naglas na to, da gre za žensko osebo in najbrž je nadomestil to, kar smo prej mi govorili, da Cankarju manjka. Nisem predstavila, videla sem pa da nekdo, nek režiser,
Zdaj, a lahko to dvignem vsem, prosim, govorite? Ja, jaz mislim, da sem zelo glasna in da Ja, ne. Težko se sliši se. Govorim samo o tem, da menim, da je aktualizacija nekih del zelo povezana z veliko ljubeznijo nekega umetnika. To se pravi, predvidevam, da se je režiser v nek tekst poglobil in ga pač aktualiziral tako, kakor se je pač on najbolj nekako, ne vem, razširil neke meje. In v tem se mi zdi pač prednost, ne? To je živost Cankarja naprej. Zdaj pa, da se vtikajo kako in kaj in zakaj, mislim, da pač sploh niti ni pomembno, ne, Meta. Se strinjam s tabo, oziroma tle je še širša lahko interpretacija tega dejanja, ne, oziroma odločitve za take vrste režijske posege. Se strinjam. Če deluje, deluje. Jaz nisem videla predstave. A veste, mogoče sem, ko sem zbirala ta naslov, rekoč Cankar in ženske, nekako bi želela z vsemi večeri, tudi z drugimi, pripraviti občinstvo do tega, da pač čisto svobodno razmišljajo in pripovedujejo o tem, kako tudi oni to dojemajo. Zato, da bi malo razrahljali to, a veste, da izmeram en pogovor, en nastop kot izpit in da zdaj treba vse vedeti in vse znati in da tukaj zdaj tekmujemo, kdo več ve, kdo več zna, ampak ne, v resnici tekmujemo samo mogoče v tem, kdo je toliko pogumen, da v kaj povedal, ker vsak ima nekaj za povedati. Ne, samo to. In če bomo tukaj to nekako dosegli počast, mislim, da bomo za svoj narod veliko naredili. Še posebej, če se bomo o teh temah pogovarjali, ki niso samo vsakdani in tiste, ki jih mediji vseh vrst perpetuirajo iz dneva v dan 24 ur. Jaz bi rada vprašala, velikokrat se med ljudmi tako v vsakdanjem življenju, v pogovoru reče, da so slovenske ženske kot take trpeče, da se one odpovedujejo vsemu in potem trpijo za otroke in zato, da je moškim dobro. A je potem Cankar, če je to res, zdaj samo predpostavljam, če je to res, no, prvo, če je to res, da so slovenske ženske take še vedno, ali je potem Cankar pomagal ustvarjati to podobo in to trpečo žensko, ali je ta obstajala že prej, samo da jo je on ves čas potrjeval. Torej, ali jo je potrjeval od prej, ali jo je pomagal soustvarjati, zato ker to, kakor jaz govorim z ženskami, glede na to, da sama nisem mama, dobim velikokrat občutek, da je to ena taka osnovna drža ženske, da sladoleda ali pa užitka si pa ja ne bom prvošla. Naprimer, ko sem delala v laboratoriju s samimi ženskami, so mi zelo velikokrat znale povedati, da jaz nič o tem ne vem, da bom že videla, ko bom imela otroke, ko se bom pa mogla praktično čisto samo odpovedati. In temu, praktično vsema. Da taka je osnovna naravnanost ženske kot matere, da v bistvu popolnoma pozabi nase in ko pa se spomne nase, pa mora imeti občutke krivde. Zdaj, tako jaz vidim, jaz ne pravim, da je to resnica, da ne bom kakšnega užala, ampak razmišljam, če je Cankar, vezi s Cankarom me zanima ste, Hvala. Ja, super, hvala. Tole lahko govorim precej iz lastne izkušnje, se imamo 4 otrok, in moram reči, da kljub temu živim tudi intelektualno dokaj
polno in bogato življenje in se ne odrekam vsemu in tako, da ta model danes sigurno ne vzdrži več. Drugič je pa to kliše, da so take seveda samo slovenske ženske. Ne? Mi pač prebiramo Cankarja in ga identificiramo z našim prostorom. Gre za to večno temeljno razcepljenost, bom rekla, ženske med biti mati in seveda želeti biti tudi imeti in igrati tudi neko družbeno vlogo. Ne? In ta dilema in ta razcepljenost ni vezana samo na, bi rekla, nek slovenski prostor in vzpostavitev nekega kulturnega modela, ki je postal družbeni model in je prevzet iz neke kulturne podobe, recimo literarne pri Cankarju, ampak gre za globalno vprašanje ženske kot take. In mislim, da Cankar pri tem ni igral nobene bistvene vloge. Gre za pač vprašanje, kako in koliko se je vsaka posameznica pripravljena žrtvovati in koliko je vsaka pripravljena dati. Ne nazadnje pa je to tudi velika oblika darovanja, lahko to povejo vse matere, kjer dobiš ogromno tudi nazaj, ne pa samo oblika žrtvovanja. Čisto kratko repliko, če še lahko zaradi pač povezav literatura. Jaz mislim, da takrat so ženske res tako težko živele, tako da tukaj je tudi njegov pri nekako pomen, da je osvetljiv to vlogo. Je pa seveda res, da recimo roman Na klancu je literarno delo in jaz sem želela ves čas danes v pogovoru pač njegovo literaturo obravnavati kot literaturo. To se pravi podoba Franske ni njegova mama, ne? To ni preslikava, to ni fotografija. Je pa res, da to, kar je Cankar napisal kot literarno delo, je pa seveda bilo tudi kdaj zlorabljeno, zaradi tega, da se je pač neka ideologija, ki pa je podpirala seveda na nek način to žrtvovanje zaradi nekih drugih interesov, ne žrtvovanje, ki je pač posledica neke konkretne situacije, v kateri se je znašla družina Jožefa in Neže Cankar, ampak preprosto zato, da se utrjujejo neke razmerja, ki so pač v nekaj družbi pač pogodu. Skratka, ta podoba Cankarjeve oziroma Franske je podoba, ki se je ujela s podobo, ki jo je marijanski kult dolgo že na Slovenskem predtem razvijal in utrjeval in seveda v tem smislu je bila prilagodljiva, kar se pa seveda ne bi smelo zgoditi, zato ker Cankarjev roman Na klancu je literarno besedilo in ne nekaj ideološki program, recimo. Tako da tu mislim, da je res pomembno, da se zavedamo, eno je Cankar kot avtor, zdaj jaz ne vem, če ga človek, kakorkoli, če ga lahko psihiatri, psihoanalitiki danes še analizirajo, drugo pa so njegova dela, ki ostajajo in ker pač literarni zgodovinarji in zgodovinarke jih interpretiramo in vedno je mogoče tudi drugačna interpretacija. Tako da to, kar sem jaz danes govorila, je moj pogled na Cankarja in verjamem, da je lahko tudi drugačen. A bi mogoče lahko povabila še, med nami je pisateljica Breda Smolnikar, ki je znana po tem, da so njeni ženski liki zelo zanimivi, zelo raznoliki. Nekoč so se tudi pogovarjali o tem, kako je bilo včasih starševska požrtvovalnost velika in močna in kako je mogoče to danes manj prisotno. Skratka, mogoče bi... Jaz sem pravzaprav Izvoli. Ne. Pa še to rezidno. Pozdravljeni. Jaz sem pravzaprav zmeraj v zadregi, ker jaz sem v svojem življenju videvala čisto drugačne ženske in pravzaprav mogoče sem se celo malo posmehvala iz te Franske,
ker ne pravzaprav posmehvala, no, ampak seveda se mi je smilila, ne. Jaz bi se spravila na voz in jaz bi zgažlo udarjala in jaz bi se peljala po vozu, ne, tako da moje junakinje se v glavnem vozijo in ne tečejo za vozom. Ni pa rečeno, a ne, da je to neka slika današnje ženske, zdaj, ko govorimo o slovenski ženski v Cankarjevem času, da bi bila danes ta ženska taka, ne, ampak je zelo pisana, meni se zdi, ne, teče za vozom, se zgajžlo vozi na vozu in je še kje drugje, ne, tako da to bi lahko rekla. Če je mogoče kdo kasneje, že v odraslih letih, vzel roman Moje življenje od Zofke Kveder, ne, jaz sem to zdaj lansko leto še enkrat prebrala. To me pa res pretreslo, dosti bolj kot Na klancu. Mislim, to je res pretresljiva stvar in bi me tudi zanimalo, a je se Cankar tega zavedal, a sta v dopisovanju kdaj je rekla kakšno besedo o tem? Ne, zaradi tega, ker pravzaprav ta njuna korespondenca je trajala samo nekaj let, tam na začetku stoletja, potem se je pravzaprav iz neznanih razlogov prekinila in potem sta samo še nekaj pisem izmenjala, ko je Zofka Kveder, kot že pri prvi korespondenci, ga prosila za dovoljenje, da prevede nekaj njegovih del v hrvaščino, tako da ne, nikjer, nikoli pravzaprav. Medtem, ko je o misteriju žene Cankar pisal in govoril o njenem življenju, ni. Ampak, mislim, ne vem, ne bi iz tega nič potegnila. Pač morda, ne vem. Je pa tudi res, da je njeno življenje pravzaprav izšlo pozno, ne. Leta 14, ko ga je napisala, ni šlo, ker je takrat matica razpadla, ne. Če smo pri matici in je potem išlo šele, mislim, da konec leta 18 je prišlo res dobesedno do bralcev in bralk, tako da je vprašanje, če ga je sploh prebral. Ker tudi ona recimo ni imela nekih izvodov, dokler ni knjiga iz tistega bunkerja prišla, je celo ona imela samo svoj rokopis, ki ga je, mislim, da potem podarila svoji tašči, tako da je zelo verjetno, da sploh tega romana ni prebral, tako da tukaj mu nič ne moremo za slabo vzeti. No, se je pomagal, ne? Mogoče povedati, da je pomagal pa Švinknerju za izdajo. Zofki Kveder. Ja, mali je svetoval takrat leta 1903 je popravil njeno zbirko iz naših krajev in je tudi svetoval, kako ga naj prime, ker je on to znal, ona pa še ne. V tem obdobju sta imela tak zelo, kako bi rekla, podpirajoč odnos drug drugega. Zato je čisto pravzaprav misterij, kaj je bilo tisto, kar je povzročilo konec njunega, ne bom rekla prijateljstva, mogoče premočna beseda, ampak nekega vseeno razumevanja. Čeprav veste, to je dosti pohvalna gesta. Ni dosti veliko pisateljev, ki bi pisateljci svetovali, kako naj urednika zagrabi, da bo ona lahko izdala. Hvala lepa. Pravzaprav bi samo rada spomnila na knjigo Otroštvo na Slovenskem Alenke Puhar, ki lepo dopolni lik slovenske matere, lahko tistim, ki ne vejo, kako je včasih, mislim, si ne vemo, ne, ampak ta knjiga, mislim, da je tako obvezno čtivo za slovenske ženske. Ja, ki ima v naslovu v bistvu Cankarja, ne? Prvotno besedilo življenja. Hvala lepa, oprosti. Namreč prej ste govorili o stereotipih, o Cankarjevem pisanju, o stereotipih o ženskah.
Ampak a ni mogoče, da tudi moški podlegajo pri njemu določenim stereotipom? Namreč, ko pogledamo, koliko je on napisal v tem svojem ustvarjalnem življenju, koliko strani na dan je bilo treba napisati, revidirati, pregledati, pripraviti za objavo. Potem se vsak, ki ima majčken s tem opravka, zgrozi. Tako plodovitega pisatelja tudi za njim ni bilo več. In se mi zdi, in vprašanje, prosim, kaj niso tudi moški dostikrat neki stereotipi, ne? Ker težko rečem, samo ženska govorimo, moški so tudi pomembne osebnosti v njegovih delih. Ja, za Cankarja je nasploh značilno, da so njegovi liki pogosto taki tipizirani, ne? Umetnik in njegov odnos do družbe, umetnik in njegov odnos do ženske. Ne? Če tudi ima ta umetnik ime, Grivar in podobno, je to vendarle neka formalna, bi rekla, personifikacija ali pa individualnost lika, gre bolj za izrazito tipizirane družbene modele, družbene vloge, osebe, ki imajo neko družbeno vlogo. Kot smo rekli, mati, umetnik, župan, tako politik, novinar, karkoli. Tako da že zato seveda je ta občutek, da pri Cankarju zato imamo neke stereotipne, ponavljajoče se modele, ki preraščajo potem nek stereotip, je ta občutek seveda močnejši. Ampak, če pa pogledamo, ko pa postavi vsak tak lik v nekem svojem romanu, ali pa tudi v drami, v neko konkretno dogajanje, v nek prostor ali pa spraševanje, pa je vendarle to spraševanje vedno izrazito enkratno, individualno. Ne moremo reči, da je, če tudi se zdi, da je slogovno, to je pa tipično Cankarjev slog, vendarle je ta jezik, s katerim se sprašuje, v vsakem romanu drugačen, na nek način niza hkrati z spraševanjem, in to spraševanje vedno odpira neko novo, recimo, če tudi se vedno sprašuje o hrepenenju, bo vedno odpiralo neko novo tematizacijo hrepenenja. Zelo deluje to. In tudi recimo, če pogledamo zdaj Lepa vida, ta tipični kliše hrepenenja, v bistvu ona sama postane v dramatiki, in tu on vedno nekako poruši ta, recimo bi rekla ljudski motiv, več bi o tem lahko povedala dr. Stanonikova, ga vendarle poruši, ker ona sama postane največji objekt hrepenenja. Ne več subjekt, ampak objekt vseh tistih umirajočih umetnikov. Tako da se mi zdi, da je vendarle treba prebirati Cankarja, tudi če pogledamo črtice, v različnih obdobjih so to kljub nekim istim razmerjem mati, sin in podobno, vendarle drugačna spraševanje. Težko bi govorila o tako izrazitih stereotipih. To se mislim na ženski moški, a je kakšna razlika med spoloma v stereotipih? V Dolini Šentflorjanski je gospodovana ženska. Ja. Jacinta ima sploh posebno vlogo v Pohujšanju v Dolini Šentflorjanski, ki seveda celo tam pa ima ženska to vlogo. Vlogo razkrivanja te njihove in pa predvsem tudi te njihove obsojenosti na samoslov. No, ampak recimo, če samo Dolino Šentflorjansko vzamete, kjer so tipi zelo podobni, vsi so Šentflorjanci, ampak že samo, če didaskalije preberete, kako jih on okarakterizira, vsakega posebej. To je portret, ki je popolnoma individualen za vsakega. Ali pa recimo hlapci, vsi so učitelji in učiteljice,
ampak to so persone, ki so popolnoma izrezane vsaka na svoj način. In tudi umetniki, ki se pojavljajo skozi prozo, te umetniki niso vsi isti umetniki. Da je pa vsak ujet v eno, ne bom rekla, v šablono ali pa v nekaj, kar mogoče je nek skupni imenovalec vsega skupaj, to je pa pravzaprav vsak, mislim, da vsak malo ujet v to. Ne si bo pesnik, ne si bo pisatelj, ima vsak eno svojo življenjsko pot in s tem svojim življenjem, s to svojo izkušnjo, pač potem gre skozi vse to, o čemer piše in kar predstavlja, ne si bo v dramatiki ali pa v prozi ali pa v poeziji. Mislim, jaz nisem imela nikoli občutka, približno sem tako računala na pamet, če je 26 knjig zbranih del, pa 4 knjige debelih pisem, bi rekla sigurno, da eno knjigo na leto. Najmanj, recimo, to je garanje. In se spomnim pač, ko sem gledala to dopisovanje, ko svojega strankarskega kolega dr. Tumo prosi za neko vsoto, bi rekla, danes mogoče 500 evrov. In on, seveda Cankar ima že 40 let mogoče in ga prosi za to, ker je oče v bolnici, ali pa ima 35, ne vem, kdaj njegov oče umrl. V glavnem, in Tuma reče, to pa nikakor ne, kako si upa, kako je nesramen, da si upa prositi ta denar, se je pravzaprav že dosti strne, se bi si mogel zaslužiti. In seveda Cankar mu odgovori s tako ihto in s tako prepričanostjo, tam noter je sigurno 200 klicajev v tistem pismu, da ne si nekar, to se pravi, zdaj pa spet gremo tukaj, kakšna je bila njegova samozavest, ki ga zmerja in reče, da ne si nikar ne misli, da je on kaj v življenju naredil. Ampak da Cankar, ampak Cankar mu reče, kaj bo pa za tabo ostalo, za mano pa bo, ker sem globlje oral. In dejstvo je to res, da vsi te kritiki, ki se pač spravljajo na umetnike, od njih nič ne ostane razen dokumentacija. Če v Tuni lahko povem, sem ravno Tumova, da ne bom. Se pravičujem. Namreč Henrik je globoko cenil Cankarja in ga je imel izjemno rad. In ga je celo privatno v družino, takrat, ko je bila žena 6. noseča in je imela 5 otrok, sprejel in ga gostil 1 leto. Približno 1 leto sta Krajger pa Tuma izmenično Cankarju pač plačevala razne stvari in mu pomagala, izjemno pomagala. In potem je prišlo do tega pisma. Namreč, Tuma je bil tak učitelj, on je mislil, da bo Cankarja spreobrnil, da ga bo navadil piti čisto studenčnico in odvadil alkohola. In ko je prišel Cankar v Kranjsko Goro, je takoj obvladal vse punce, ki so rade ga videle, in obvladal vse gostilne. In on je pač živel svoje življenje naprej in sploh ni hotel stanovati pri Tumovih, ker so mu tudi to ponudili. In potem, mogoče nekaj časa potem, je Cankar zaprosil za to posojilo in seveda Henrik Tuma, tisti, ki je malo bral njemu, ve, kakšen karakter je bil in on je tudi zelo skromnih razmer naredil svoje premoženje in prišel do svoje izobrazbe in tako naprej. In seveda je takrat potem ga zavrnil, malo je tudi logično, je treba tudi drugo plat poznati. Seveda za Henrikom je ostala velika politična dediščina. To Cankar ni imel čist prav, samo pač ne literarna, ker ni bil literat. Ampak kot socialdemokrat in kot, recimo, tudi gornik je pa ostala velika dediščina tudi za Tumo. Seveda ne tako slavna, ne govorim. Sam hočem ga malo upravičiti, da vidimo kontekstno, da to pismo je bilo iz enega konteksta napisano. Nisem toliko želela kritizirati Tumo, ker sem želela pokazati, kako je bil Cankar emocionalen in kako je bil na svojem
Mislim, kaj boš ti meni govoril, kdo pa si ti tukaj zdaj svoj 24. rokopis popravljam, ti pa meni govoriš, da nisem nič naredil. Skratka, postaviti se zase, ne? On je upal se postaviti zase, to pomeni, da je vedel, da je dober, on se je cenil kot umetnik, ni bil nek dvomljivc v tem, mogoče pa je, mogoče pa ni, ne. A lahko sem še nekaj jaz dodam, ker sem se zdaj spomnila, se mi zdi taka pomembna misel, premljevam se, kar smo danes slišali. Tisto, zaradi česar jaz Cankarja brez težav, pa sem feministka, berem je to, da Cankar nikoli ni pravzaprav sovražen do žensk. On je mogoče indiferenten do nekaterih žensk, ampak ni sovražen, medtem ko Bartola zelo težko berem. Tako da s tem bi zaključila. To je tista velika razlika, da ni mizogin avtor, ne? Zato pač tudi če nekaterih žensk ni, jih pač ni, ampak še vedno so njegova dela bogata in prinašajo veliko novega, za razliko od marsikaterega slovenskega pisatelja, kjer pa ta sovražnost do žensk res udarja še pa še na dan. Še danes. Nekoč bom prosila svojo kolegico, ki to dobro obvlada, da bo naredila en horoskop Ivana Cankarja. Ko zvem, katero uro je bil rojen, ne samo zaradi tega, ker smo oba na isti dan rojena, ampak zato, ker nekako si poznam, nekako malo poznam te majske moške, ne. In se pravzaprav to vse zelo pokriva s tem. In je nemogoče, da bi en moški, ki je rojen v znamenju Venere bil mizogin. In tudi, no, vse je možno, seveda je možno, ampak vseeno, to se mi zdi zanimivo, ker se je pa Srečko Kosovelu to izjemno dobro obrestovalo in se je pokazalo, da je to marsikaj zapisano tudi v tem zvezdnem zemljevidu. Še koga? Se to bomo počasno narediti. Še enkrat bi vas povabila, če bi kdo želel to knjigo od Stanke Krobakove o slovenskih pesnicah. Svetlana Makarovič zelo dobro obravnava, zelo globoko razkriva njeno poezijo, pa tudi druge slovenske pesnice sodobne. Še enkrat najlepša hvala vsem. Vabim vas v Pokličju, so kolegi pripravili razstavo Cankarjevih del in vabljeni, da si jih sposodite. Tako da hvala lepa.